Ali ste vedeli, da se veliko športnikov boji veganstva? Pa ne samo športnikov, tudi ljudi, v bistvu, ki se ukvarjajo z nekimi fizičnimi dejavnostmi skozi cel dan, ali delajo, bom rekel, v gradbeništvu, ali so gozdarji, ali so kmetovalci, ali kdorkoli, in velikokrat rečejo, da rabijo dejansko zelo veliko mesa, da lahko v bistvu cel dan držijo, ne? Da rabijo jajca pojesti, da rabijo mleko in tako naprej. Ne? Zdaj, danes se bomo v bistvu pogovarjali z veganskimi športniki, ki se ukvarjajo v ekstremnih, bom rekel, z ekstremnimi športi, ki res rabijo veliko energije, veliko regeneracije. In zato sem jih tudi danes povabil. Preden gremo na njih, ne vam povem, da boste danes v bistvu dobili, da se boste veliko lahko naučili. Naučili se boste, kaj veganski športniki jejo pred treningom, po treningu, kako se v bistvu pripravljajo, bom rekel, na neke težje zadeve, ki jih imajo recimo čez mesec, 2, 3 in tako naprej, kako se regenerirajo in kaj dejansko sploh jejo, poleg recimo navadne hrane, ki jo pač vsi jemo, ne? Ali so to še kakšni proteini, še kakšni druge dodatki in tako naprej. Istočasno boste pa dobili odgovore na marsikakšno vprašanje, ki se vam poraja, in če na karkoli ne bomo odgovorili, in tudi če ne bomo še prišli do tam, vas lepo prosim, da napišete spodaj v komentar neko vprašanje, ki vas od nekdaj zanima, ali pa nekaj, ki se vam je porojilo med tem gledanjem posnetka. No. Kaj dobite odgovore na vprašanja, temu je tale video namenjen, jaz bom rekel pa živite prvo vsem ostalim, pozdravljeni. Se slišimo? Ja. Zdaj tukaj z nami sta recimo, evo, gremo kar po vrsti, mogoče Gala pa Rene, ona dva se ukvarjata z fitnessom, z dviganjem uteži. To je, bom rekel, en tak šport, kjer velikokrat športniki mislijo, da nujno potrebujejo meso, sploh mleko in tako naprej zaradi proteinov, sirotke, jajca. Skratka, govorimo bomo o tem. Potem se bomo pogovarjali z Mihom Lindničem, ki je človek, ki mu rečejo, oziroma jaz mu rečem, no, mlajši Rich Roll. To je, bom rekel, veganski zvezdnik, ki je res pretekel ne vem koliko ultramaratonov in tako naprej. Skratka, Mih je to pri nas v Sloveniji. Pretekel je že, veste kaj, najbolje, kar sam pove, kaj vse je pretekel, kako se na to pripravlja in tako naprej. Pogovarjali se bomo tudi z Ano Virant. Ana Virant je v bistvu pa mlada športnica, ki se ukvarja z tako tekom, tako plavanjem kot kolesarjenjem. Mislim, da naslednje leto ima celo nek projekt, kar se tiče neke večje zadeve, ki nam bo sama povedala, no? Tako da bo zelo zanimivo. Istočasno pa na koncu tudi joga, ki jo bo vodila, oziroma največ povedala Maja Pepelnjak, in ki je tudi v bistvu postala veganka zaradi zanimive zgodbe. Skratka, vsi izmed teh športnikov danes, ki bomo gledali, to so športi, ki si jih največ ljudi se lahko poistoveti, ker vsi zdaj bomo rekli, tečemo, ali kolesarimo, ali plavamo, ali delamo jogo in tako naprej, ali dvigamo uteži, hodimo v fitness, ker vsi hočemo imeti dobro postavo v tem času. Skratka, vsi odgovori na vaše vprašanje bodo danes odpravljeni. Zdaj bi pa v bistvu predal besedo našim športnikom in ko se vsi v bistvu predstavijo, ko povedo nekaj o sebi, ko gremo čez ta program, imamo tudi možnost za vprašanja in odgovore. Tako da dajte prosim spodaj napisati kakšno vprašanje, označite nekoga recimo, ki mislite, da bi ga to znal zanimati, no? In to je to. Gremo na akcijo. Gala, Rene, vedela sta prvo danes na vrsti fitness in dviganje uteži. Zdaj, jaz s fitnessom in dviganjem uteži imam kar nekaj izkušenj, nisem včas metal kladivo, dvigal sem uteži in tako naprej, tako da že malo poznam. Ampak dajte se mogoče na kratko mečkem predstaviti, povejte, kdo sta, kaj počneta in kako je v bistvu veganstvo pa šport, kako sta povezana. Ja, torej, ko je rekel Matej, sva Rene in Gala, dva ustanovitelja projekta Go Build Yourself, ki je nastavil s tem razlogom, kot je prej rekel Matej, to, ker v bistvu dosti ljudi zanima, kako zamenjati hrano živalsko z rastlinsko, in iste probleme sem imel jaz tudi na začetku, ker sem začel s fitnessom, sem se pač vsi prehranjeval z živalskimi izdelki, bral sem take bloge, članke in razne medije, kjer je bilo več ali manj govora sam o živalskih virih beljakovin. In itak, ko sem prišel v stik z veganstvom preko Gale, se mi je zdelo nemogoče presvičati iz tega, bom rekel, iz tega mestnega sveta in gore izdelkov teh živalskih in vse veste, kako je, veš, kako je se s fitnessom, več ali manj, tu si ogromno beljakovin in itak vse iz živalskega izvora. In isto je bilo pri meni, moj jedilnik dnevno je zlel kdaj tudi po 1 kilo mesa na dan, plus še kaj drugega zraven, ko sem bil v najhujših pripravah, ali kako bi rekel. In moj mentalni shift za iti na veganstvo pri tem je bil tako nemogoč. In v bistvu Gala mi je rekla, ajde, dej probaj z veganstvom, ko je ona že en čas bila veganka. Ampak kar nekako se nisem mogel odločiti za ta korak, čeprav sem videl
pri njej, da ji uspeva, ker je isto hodila v fitness, ampak jaz sem mislil, zdaj bom šel na vegansko prehrano, čeprav sem seveda bil proti temu ubijanju in mučenju živali, videl sem, kaj se dogaja od zadaj, ampak nekako kar nisem mogel narediti tega preskoka, ker sem rekel, bom zgubil vse, kar sem do zdaj delal teh 8 let, kako bom dobil jaz proteina, kako bom dobil pač hranile, najbolj seveda so me zanimali, so ga skrbeli tle proteini. In en čas sem okleval in počasi opuščal živalske izdelke in pole sem pač kar, bi rekel, kar čez noč odločil za veganstvo in sem rekel, neč bom prvi, ki bom to naredil, ker takrat še nisem poznal in spremljal teh, bom rekel, veganskih športnikov po svetu. V fitness sceni, ne? Ja, v fitness sceni predvsem, ja. Tako sem se pač kar odločil in šel. Seveda tle je bilo, dosti mi je pomagalo, tukaj sem imel že ful znanja od prehrane, od prej, tako da sem vedel, kako, kaj približno s čem zamenjati, koliko nekih beljakovin in hranil rabim. Tako da v bistvu prehod na veganstvo zame je bil nekaj, mislim, enostaven. Tudi opazil nisem nobenega poslabšanja v formi ali kakšne take stvari. Vse je šlo tako precej smut čez in v bistvu opazil sem čez čas, čez cirka 2-3 meseca sem začel delovati še boljše. Predvsem moje telo je na treningah se odzvalo tako drugače, da sem upal še bolj trenirati, bolj intenzivno in tiste zadnje ponovitve sem upal bolj stisniti kot prej, ker sem mislil, da me bo razneslo srce. Najbrž tudi zaradi tega, ker nisem tako obremenjeval telesa z živalskimi izdelki, holesterolom in kupom nasečenih maščob, tako da po 2-3 mesecih se je začelo že to kazati. In lahko omenim še tudi, da tudi potem po pol leta oziroma še več na veganski prehrani, popolnoma vegan, sem bil v najboljši formi v življenju in sem šel na powerlifting tekmo skupaj z Galo in sem tam dosegel 2. mesto v svoji kategoriji, tako da dvignil sem recimo deadlifta 230 kg, počepa 205 kg, tako da se da kot vegan biti močen in tudi premikati težko teži in seveda tudi trenirati večkrat na dan in vsak dan v tednu, kakor so zglede naše priprave za powerlifting. Tako da tudi sam sem se srečeval s temi beljakovinami in z aminokislinami, da nam kaj manjka, kaj nam ne manjka in brez skrbi, še sem tle, nič nam ne manjka. Tako da veganstvo je primerno za vse, za športnika in nič skrbeti, glede pomanjkanja beljakovin in esencialnih aminokislin. Te miti, ki se širijo, niso resnični in že bežen pogled na prehranske tabele, takoj vidiš, da vsa rastlinska živila imajo vse esencialne aminokisline v dovolj velikih količinah. Seveda z izjemo, bom rekel, sadja, če ješ cel dan sam sadje, ne boš zagotovil vsem beljakovinam, mislim, da boš v telo vnesel dovolj beljakovin. Ampak večina, po mojem, to nobeden ne počne, še posebej ne, če se ukvarjaš s bodybuildingom in takimi športi. Tako da jaz bom počasi zaključil, da bom dal še besedo moji dragi Gali, da se še ona kaj pove. Tako, pri meni je pa tako živel. Pri meni je tako, jaz sem se prvič začela ukvarjati športom, prvič v mojem življenju, ja, šele 6 let nazaj, niti ne 5 let, kar je skoraj mogoče, ampak ja, sem bila precej len človek in ja, zakaj sem se začela ukvarjati športom? Zato, ker sem ratala veganka, ne? Ko sem naznala vsem, da sem ratala veganka, so vsi, ne, veganka, ni šans, ti ne boš mogla neč, z nobenim športom, boš da ne delaš neč, boš igrati res šah, ne? In pole sem rekla, boste videli vi tukaj meni, boste govorili, da se ne da, ne? Sem začela lepo hoditi v fitness in glej ga zlomka, jaz po parih mesecih sem si naredila lepo mišičasto postavo. Tako da polje so bili vsi tiho in so samo gledali. No, tako da v bistvu se moram zahvaliti, da je bila v bistvu tu pobuda, da sem se začela ukvarjati športom, ker konec koncev se je fajn ukvarjati športom, ne, da se dobro počutimo, da smo bolj zdravi in tako naprej. Ja, in potem, ko sem si zgradila neko mišično maso, so me že začeli trenerji, ma ti si dobra, ti bi lahko šla na tekme, ne vem kaj, polje sem tudi doma za foru, pri Reneju, pa sta to, s takimi majhnimi kilami, smo nabrali na eno palcu
100 kilov, jaz še nikoli nisem dvihala 100 kilogramov in sem pač v tisti garaži Bohi pri Reneju dvihala 100 kilogramov in sem to objavila na internet in so me začeli vsi pisati, ti moraš iti na tekmo, ne vem kaj. Ok, potem sem se pripravljala 2 meseca in sem šla na powerliftersko tekmo, to je tekma, kjer se v bistvu meriš v moči, kdo dvigne največ. In tako, jaz sem imela tako tehniko, ko sem imela, ko v 2 mesecih tudi ne moreš delati čudežev, ampak mi je uspelo zmagati, sem bila prva, tako da sem dvihala 130 kg deadlifta, jaz sem vsa vesela, moram biti malo ponosna na to. Še to, da sem takrat naredila to napako, da nisem dovolj jedla, tako da zdaj tu je se res tisti, ki mi reče, da hodi v fitness, pa da, ne vem, trenira kakšen tak šport kot powerlifting, mu zmeraj rečem, da boš jedel dovolj, je treba jesti dovolj kalorij. Ker če bi jaz jedla dovolj, mislim, bi si malo več, stavim, da bi še več dvignila. Ampak, ja, tukaj smo z Renejem, ja, da v bistvu podiramo te mite, da na veganski hrani se ne da biti močen, da ne moreš narediti mišice, v glavnem vse se da, ni noben čudež, ni nobena znanstvena fantastika, tudi rastline imajo beljakovine, ponavadi, ko slišijo ljudje vegan, zmeraj mislijo, ja, tu ona solata in tako, ne, mi rečemo, da so žita, stročnice, tudi zelenjava, pa naprej sadje, gljive in tako naprej, tako da ja, vse se da, no. Tako da mi dva sva dokazala svoje, tako kot vsi drugi veganski športniki in sem danes tudi, moram povedati, vesela, da smo se vsi tako zbrali skupaj, vsak v svoji panogi, tako da boste videli, da se da čist v vsakem športu dosegati super rezultate, tudi če sta amateri, za reč, ne, tako da, ampak, ja, tudi profesionalni športniki so vegani in se da vseeno, tako da, ja. Upam, da nisem bila prehitra. Ne, meni se zdi In super, predolga. meni se zdi super, bi pa vsem čisto omenil, recimo vsem, ki gledate, no, zgoraj čisto na vrhu tega posnetka, no, imate tudi v bistvu napisano njihovo spletno stran, se pravi Go Build Yourself, kjer lahko dobite več informacij o tem, kaj lahko jeste, kako se trenira, mislim, da imate celo plane treningov, ne, pa potem prehranske plane in tako naprej. Dejansko res lahko ljudje dobijo več informacij o tem, kako v bistvu priti na to zadevo. Preden gremo pa naprej, jaz pa sem vprašal čisto, no, Rene, tebe ali pa Gala tebe, no, kakorkoli, a ni riskantno, recimo, če si športnik, če si atlet, če si karkoli in tako naprej, da v bistvu čez noč postaneš vegan za mišice, a zgubiš mišice, dejansko se to dogaja. A je lahko kakšna težava pri regeneraciji, ne vem, kakšna imate vedno izkušnja na tem področju? Ja, jaz sem že prej omenil to, ja, mislim, v temu, podobno stvarjo sem se srečal jaz pred 5 letami, čez noč sem šel na veganstvo in isto mislil, da bom izgubil mišice in ja, tako bom rekel, ni nobenega strahu, če pač veš in imaš, mislim, veš kako to zamenjati. Seveda ni nobena znanstvena fantastika, preprosto zamenjaš rastlinske živila z, mislim, živalske živila z rastlinskimi, malo si pogledaš, tako da pač vneseš približno enako kalorij in beljakovin kot prej. Seveda pač pridejo te beljakovine iz drugih živil, ampak nima veze, s kje pridejo te beljakovine. Zato, ker je bilo tudi že zdavnaj dokazano, da se tako rastlinske kot živalske beljakovine približno oziroma enako absorbirajo v telo in da pač vse so popolne. Isto tako, kot nekateri mislijo. Ja, eni govorijo, da niso popolne. Ja, tako da sploh ni problem, se pravim, moraš pa seveda normalno, da si vsaj na začetku nekako beležiš ta vnos kalorij in drugih makrohranil, ker največja napaka pri večini, ki gre na vegansko prehrano tudi, da ne je dovolj. Ja. Zato, ker če si prej jedel neke zrezke ali pa neke klobase ali karkoli, ker je ful nafiljeno z maščobami in dosti kalorijama, potem če greš na veganstvo in seveda zamenjaš z neko solato in fižolom, enostavno ne poješ dovolj in kar vodi do tega, da upada mišične mase in moči in slabega počutja, brez energije. Tako da ja,
treba je malo na začetku, malo tu popaziti, ne bom rekel, da ne, ampak ni nič težkega, Ni nič težkega. takega, kar se ne bi dalo. Ja. Ne, bolje ta problem, moram reči, da smo navajeni tako na en krožnik, imamo zrezek, krompir in neki malega, ne vem, kuhan koren, ne vem. In ponavadi ljudje, ki ne znajo pač normalno, ki ne morejo vedeti, ki jih nobeden ni naučil, ne, nas nobeden ni naučil, to je nekaj novega, kar se moramo naučiti. Pač odstranil sam zrezek in izkoristil količino vsega, kar so imeli tiste prilovo, pustijo in pole itak, da je premalo kalorij. Ma če ješ testenine, če ješ stročnice, kot so čičerika, fižol, če ješ tofu, če ješ lečo, ma res, zdaj v Šparu dobiš vegansko meso, piščančje, burgerje, mislim, če ne drugega, greš tisto iskat, a pa sam to, no, kalorije morajo biti. Zdaj, če ješ normalno, upaš komot in ni nobena, ni težko, je zelo lahko, no. Tam pač ja, je pa fajn seveda se informirati, ne iti kar nekaj iz glave, tako da mi dva drugače imava tudi brezplačne priročnike, tako da tisti, ki želi, če kdo želi priročnike o veganski prehrani, lahko bomo dali link potem v komentar. Tisti, ki želi, tako da boste videli prav s slikcami, kako lahko kaj zamenjate, no, tako da. In jedilnike, primer jedilnikov. Ja, tudi za športnike. In za športnike. bodybuilderje in tako. Tako. In za navadne ljudi, tako, ja, navadne. Za navadne ljudi. Skratka, kot ste videli, no, lahko res poiščete, pogooglate Galo Paraneja, no, kjer dobite res bistveno več informacij o veganski prehrani, pa športu, dviganju uteži, fitnessu in tako naprej. Gremo pa v bistvu zdaj dalje na en drug šport, ki je v bistvu tudi ekstremen na drug način in sicer ultramaraton. Mih, se slišimo? Ja, se. Mi lahko brez uteži laufamo. Brez uteži, ne? Zdaj, jaz ne samo kratko povem, no, se pravim, da tisti, ki poznate maraton, no, maraton je 42 km in maraton v bistvu, vem, da so začeli to tečno, da mislim, da maraton izhaja iz nekoga, ki je bil ne pismonošen, ampak nekdo, ki je nesel neko novico nekam, ne, in je po 42 km umrl, ne, ker je pač res to daleč, ne. Skratka, Mih teče recimo, ne vem, 150 km, a sem prav rekel, ali še več, da mogoče malo sam predstav se, Mih, kdo si, kaj počneš, kakšen je tvoj šport in to je to, no? Ja, živo, sej verjeten, rabam vse razlagati, kaj počnem, ampak v glavnem, ja, če zaradi ultrateka ste me povabili, no, ja, razdalje so pač ultratek, rečemo vse, kar je več kot 42 km, no, pol pa ni važno, sej mogoče je to malo nerealna ocena, ker pač 50 ni isto, ne vem, 300 ali ne vem, ne, ampak ja, ultramaraton je vse, kar je 42. Ampak verjetno, da ni človek, mislim, ne bi vsak umrl, ker laufa 42, no, tako da nič. Ja, definitivno ne, ampak hočem sem reči, da pač ni to tako majhna razdalja. Vem, sej lepo, da si povedal, ja. Je, izvira pa res iz tega ta razdalja. Sej ne vem, koliko je drugače, je 42. 42 pa še nekaj točno, ne vem, ja. Ampak daj povej, kaj pa tvoja najdaljša razdalja, recimo, koliko si ti največ pretekel naenkrat? 285. To sem bil 3-krat, smo bili na Kanarcih, smo take kroge delali. Se pravi, vsak let je na Kanarskih otokih, reče se Trans Gran Canaria 360, v glavnem zaokrožimo cel otok, no. Po celem otoku se gre, pa vsak let je druga trasa, zdaj letos je bilo sicer v četrtič, ampak nisem šel, ker sem imel operacijo rame, do zdaj sem bil pa vse 3 razdalje, no. Čeprav, lahko bi rekel, da niti mi niso bile te najtežje, no, ker drugače pa, če pa govorimo zraven, verjetno si me vprašal tudi, na kakšen način se prehranjuješ, klej malo drugače, meni je bolj, kaj sploh lahko vase slačeš, ne, na teh kilometrih, ker jaz ne vem, se bo mogoče Ana pozikrat kaj več povedala, pa vsak ima drugačno izkušnjo, ampak meni je težko v eni fazi, če pozabim jest, pridem do faze, ker se zelo težko spet spravim. Tako da, če bi rekel, na ultratekih ješ tisto, kar ti res najbolj paše. Zdaj, po moji oceni, niti ni toliko važen, tisti moment, ko laufaš, da je zdrav, se pravi, ni problema, jej ploščico, pojej čokolado, ne vem, pij kafe, če hočeš, deli krčeš, ne sam prelez do konca. Pol pa ja, točno tako, kot sta Gala Paranej rekla, s tem, da sem jaz pač malo bolj mahnen na ogljikove hidrate, pa špageti, pa riž, pa
pa kruh, pa krompir, pa te stvari. Beljakovine pa tako se tako, kot sta tudi omenila, no, so tako povsod. Tako da ja, no, se pravi, hočem reči, na teh vztrajnostnih ali pa teh ekstremnih razdaljah, ja, je hrana veliko, jasno, trening še več, pa glava še bolj, no, tako hočem reči, vse se pa skupaj kombinira. Je pa res, da jaz nisem... Pravim, da si sploh predstavljal, recimo, ljudje, kako to zgleda, ne? Zdaj, če greš ti teč na 285 km, ne? Če sem prav razumel. Ja. Kako to sploh zgleda? Koliko časa to traja? Kako se pripraviš na neko tako zadevo? Koliko časa priprav rabiš, da si ti sploh nekako psihično in fizično pripravljen? Ja, drugače, ko malo v šali, malo zares rečem, da pripravljaš se cel življenje, a ne? Sam, da pač prejšnji del življenja ni izvedel, za kaj se pripravlja. Ampak ja, cel let. Praktično cel let se pripravljaš. No. Če greš, če je to bilo recimo februarja, ko greš aprila laufati za naslednji let, veš, jaz nisem osebno trener, da bi si plane delal, ampak ja, ko stempiraš, pač vmes si delaš tudi, greš na kakšen ultramaraton ali pa si delaš kakšne solo podvige, pripravljaš te pa skosno. Drugače pa, če hočeš vedeti ta konkretna tekma, kako izgleda, to je tako. Štart je bil v sredo ob 9 zjutraj, postojanke so na 50 do 70 km, se pravi 5 postojank imaš na poti, s sabo imaš kompletno opremo, rudzak, ne vem, recimo 9 kg imaš sabo robe, moraš imeti za oklež, za jesti, za piti, obvezna oprema in to je to. Pištola poč in znajce pejt. S tem, da je tam še na GPS, ni trasa označena, ampak jo moraš sam iskati. Pa po brezpotih, pa po skalah, pa po potokih, pa po tunelih, kjer pač gre. To je večina ljudi, ali pa tudi mene je zato ultramaraton pritegnil, ker ni maraton. Ne greš poluplan, ampak greš čez hribe in doline, čez bredpotja, čez blat, tako. To daje tudi temu zanimivost, ali pa meni je to boljše. Drugače pa kot osebno najboljši projekt štejem, se pravi, to lansko let sem šel, to je tak podvig, ki ni tekma, večinoma pa ultramaratonci vsi vejo, za kva se gre. Ne? Projekt, ki se štarta v Kamniški Bistrici, začrtaš si sam dan, se zorganiziraš, štartaš v Kamniški Bistrici in point projekta, point izziva je, da priješ v 24 urah na vse 3 najvišje vrhove gorskih skupin, se pravi na Grintovc, na Stol, pa na Triglav v 24 urah. To greš na Grintovc, pa dol na Jezersko, pa čez hribe in doline do Podljubela, na Stol, dol na Završnico, pa čez Krmo, pa na Triglav. To sem jaz 23 ur 50 minut. Recimo, to je ena taka, ta je bila res, tam je bila še težja, no, kot pa recimo 285, ker se ti niti toliko ne mudi, pa se lahko švercaš, tam se lahko tudi na kufer sedeš, če greš čez vas. Tukaj se pa ne moš, tukaj pa skozi gas. Tako da ja, vse je živo. Tisto, kar mi je zelo zanimivo, ker to razlagaš, ne greš. Izbijamo. Vse še Ana, ki je povedala. Ja, seveda, ja. Še toliko, no, se pravi, zelo mi je zanimivo, ker razlagaš o tem, da greš iz tega vrhova na drug vrh, pa na tretji vrh, pa tako naprej. Je to nekaj čez tako, ne? Se tako simbol, pa hiter pa. Ni, ne? Je pa kar doživetje, no, vse pač. Je nekaj posebenega, seveda, ne? Zdaj, če bi tako primerjal, ja, z ničemer drugim v življenju ne moč primerjati. Zdaj se v končni fazi lahko rečeš na koncu je en kup matranja, pa ful je bilo dobro, ali mešani občutki. Ampak v glavnem, ja, ostane pa ti, a ne, noben ti ne more to vzeti, to je res ena taka. Ko ponovadi pol reče, to je pa pol to pelo vmes? Ne pelo, ni pelo. To da ja, zanimivo. Dej, mogoče mi sem povej še nekaj, sem še eno zadevo in sicer glede regeneracije. No. Kako je z regeneracijo potem, po neki taki tekmi ali pa tudi v bistvu pri pripravah, kako se regeneriraš, s kakšno hrano? Ja, jaz spet isto, tako kot mi paše, ampak največ špagete, pa kakšne cukre ali pa kaj tacga, ampak itak je tako ponovadi, da po taki tekmi, če 24 ur ali pa več dni, tako, ne vem, malo spiš, malo ne spiš, malo ješ, se zbudiš ful lačen, poješ 2 koščka, si sit, da že ne vem koliko pojedel. Tako, daljša, ki je, malo dalj se sebi spravljaš, no, ampak tako enih 14 dni, recimo, če traja tekma 3 dni, recimo, to je bilo 285, to je bilo 72 ur, to je brez spanja, ne.
sam gas. In ja, to pa pol nekaj časa, ali pa se malo prešvicam, zbudiš po noč. Ampak to sem se zdaj že navadil. Pač, če se zbudim, 2 zjutraj vstanem, pa nekaj počnem, vse čez 15 minut si spet zmaten. Regeneracija pa to, ali pa recimo nekaj, kot da simpel poješ, recimo meso sojini jogurti so, ker se ni treba matrati, pašeš vase, fulje kalorij, zdravi so in to mi recimo zelo paše. No. Ali pa kosmiči s sojinim mlekom, to mi tudi da pes za regeneracijo. Kratka, se da dobro regenerirati na veganski prehrani, tudi v ekstremnih športih. Ja, veš, da. Ja, mislim. Vse tako, kot vsi konc koncev rečemo, ne, to so bolj bučke, da se ne da. Zdaj pa seveda, ja, ne, če hočeš biti prepričan, da se ne da, pa se ne da. Hvala. Super. Cool. Gremo naprej do Ane Virant. Ana Virant je v bistvu pa mlada športnica, ki se ukvarja z kolesarjenjem, plavanjem in tekom. In tukaj se bo tam mogoče največ ljudi poistovetilo z njo, ker bom rekel, največ ljudi v bistvu v Sloveniji ali teče ali pa kolesari. Mislim, da sem neko statistiko gledal, skratka zelo veliko ljudi. In Ana je tukaj, bom rekel, res izjemno. Tudi danes, mislim, da je prišla na tale pogovor, sem jo vprašal, kaj danes počela, rekla, 100 km sem prekolesarila. Tako da res v bistvu, Ana, jaz bi te predal besedo, povej, kaj vse, kdo si, zakaj to počneš, kar počneš in potem bo pa tudi malo govoril o tvojih projektih, no, ker vem, da imaš zelo veliko takih zanimivih projektov. Ana, izvoli. Torej, živijo, jaz sem Ana. Danes sem tukaj, da povem malo o svoji tekaški in pa veganski zgodbi. No in ta zgodba je v bistvu povezana, ker se je vse začelo nekako 4 leta nazaj. Jaz sem takrat se odločila, da bom postala veganka in čeprav se je vsem takrat zdelo, da je to samo eno od mojih obdobij, prav tako te kot veganstvo, sem jaz takrat vedela isto, kar vem zdaj, da bom to počela vedno. Sploh pa zato, ker je veganstvo še etično podkrepljena odločitev, zato mislim, da tega res ne bom nikoli nehala. No in ko sem začela teči, sem se zaljubila v tek, potem sem pa 2 leti nazaj temu dodala še kolesarjenje in pa plavanje. In vedno si zastavljam cilje glede mojih športov, zato da mi je bolj zanimiv. In do nedavnega sem imela cilj, da pretečem ultramaraton Celje-Logarska, ker se mi je to zmeraj zdelo zelo zanimivo, kaj ljudje počnejo tam v Logarski. In ta cilj sem pred pol leta dosegla. In takoj, ko se je to zgodilo, sem si rekla, zdaj pa hočem iti na 100 km. In za rojstni dan sem si dala za željo, da želim 2-krat preteči slovensko obalo. Tako da mi je to tudi uspelo in je bilo to res najlepše darilo, kar sem ga lahko dobila. Zdaj pa sem si dala že nov cilj, da bi pa pretekla 100 km trail tekme. In ker je zdaj karantena in so vse v bistvu tekme so bile prekinjene, ni jih več, mislim, ali pa prestavljene. Tudi moja glavna tekma za leto sem se odločila, da bom zdaj naredila kar svojo lastno izvedbo tekme. In sicer tukaj v moji občini imamo eno traso, pot Prijetno domače v Ivančni Gorici, ki je dolga 104 km. In zdaj sem bila ta teden vsak dan na ogledu te trase. In lih dan se mi je začela pavza, oziroma jutri, in bom v nedeljo to poskušala preteči, oziroma verjamem, da mi bo uspelo. Pol pa glede prehrane veganske, ker vsi si mislijo, da je to težko, če si športnik oziroma se ukvarja z nečem. Jaz mislim, da mi veganska prehrana ne samo, da pač je primerna za športe, ampak mogoče sem zaradi tega smo vegani malo v prednosti glede regeneracije, ker se mi zdi, da jaz kljub temu, da več ur na dan treniram, lahko to počnem dan za dnem in sem regenerirana, se počutim dobro naslednji dan. Pa še glede tega, ker
ponavadi ljudje pravijo, da nimajo časa, da bi vse kuhali doma, torej za tega ne morejo biti vegani, naprimer, da veliko delajo doma ali pa kaj. Je moj eden od ciljev, da bi prekolesarila Evropo, potem pa mogoče še druge celine in ker sem šla 2 leti nazaj po Hrvaški, lani pa za 2 tedna v Italijo, se mi zdi to dober dokaz, da si lahko vegan kjerkoli, ne glede na to, da sem cel dan kolesarila, pa nisem imela kuhne, sem spala v šotoru, se vse da tudi na veganski prehrani čisto komot, se mi zdi. Tako da jaz osebno prehrane ne kompliciram, jem čisto preproste jedi, sem da v večjih količinah, zato da dobim zadosti energije in vse se da tudi na veganski prehrani. Super. Je pa res, Ana, da ti si postala veganka pred 4 leti, ko si začela ukvarjati s športom, a je tako? Je res, Kako pa si sploh postala veganka? Kaj je bil razlog oziroma? Jaz sem postala, že 4 leta pa pol sem začela bolj rastlinsko jesti, zaradi problemov s kožo sem odstranila mlek. Potem sem malo bolj začela vse to brati in sem začela jesti rastlinsko zaradi zdravstvenih razlogov, pa tudi, ker sem na zdravstveni šoli bila in enkrat vidiš, da so te najpogostejše bolezni v bistvu povzročene zaradi prehrane. In ko gledaš te ljudi v bolnici, v glavnem se mi je zdelo logično, da jaz skrbim za zdravje. Pol pa 4 leta nazaj sem malo tudi bolj se posvetila, zakaj to ljudje počnejo, zakaj so sploh ljudje vegani in sem ugotovila etične razloge, zakaj to ljudje počnejo in ker sem enkrat začela razmišljati o tem, sem videla, da ne morem tako naprej in da bom se čisto spremenila in zapovedala, da bom veganka. Cool. Super, Ana, super. Imaš pa zelo visoke cilje, ne? Pa veliko ciljev imaš. Odkje pa to energijo črpaš, oziroma odkje imaš toliko energije, da greš, ne vem, 100 km danes, jutri greš, ne vem, teč in tako naprej, pa boš Evropo prekolesarila. Odkje imaš toliko energije? Odkje ta zagon črpaš? Ne vem, jaz kam pridem in nekaj vidim, recimo grem plavati v morje in si mislim, zdaj sem pretekla obalo, prekolesarila sem jo že večkrat. Torej mi manjka še to, da jo preplavam in bom naredila obalni triatlon. Tako da imam cilj enkrat preplavati obalo. No ja, pač si zastavim cilj zato, da mi je zanimiv in ja, rada tečem in mi ni problem. Kratka, vidi se, da imaš veliko energije, ne? In veš, kaj me zanima v bistvu, kaj pa prehrana pri tebi? No, se vem, da si že majčkeno omenila, da čisto navadno ješ, ampak še vedno ljudje si ne predstavljajo, kaj to pomeni, ne? Kaj recimo ješ pred nekim takim težkim treningom, pred, ne vem, 100 km kolesarjenja, kaj vmes poješ, kaj na koncu recimo za regeneracijo, kaj se najbolj pozna, mogoče kakšen tak napotek? Pred treningi poskušam čim več ogljikovih hidratov, tako kot je Mih rekel, da čim več ogljikovih hidratov, zato da imam energijo. Če je daljši trening, potem dodajaš spet nekaj v obliki ogljikovih hidratov. Če si na kolesu, je to zelo enostavno, ker imaš v bidonu nekaj. Če tečeš, imaš lahko tablico ali pa gel. Jaz osebno gelov ne jem preveč, ampak če ljudem to paše lahko. Po treningu pa probam v roku parih ur spet jesti, zato da mišice dobijo nazaj glikogen. Ja, ne kompliciram. Super, super. Pa spet pred tekmo, tako kot najbrž Mih ve, da več ješ par dni prej, pa več piješ, ampak ne vode, elektrolitov. In ja.
Dobro, to se itak naučiš potem sproti, ne, ker neko tako stvar počneš, dobiš izkušnje, Ja, tudi koga moraš vprašaš in videti, tako kaj ti naprej. paše, Tako. pa kaj In želodec dobro prenaša, se mi zdi. super. Se pravi, verjetno tudi recimo ljudje lahko tebe vprašajo za kakšen nasvet, če imajo kakšno vprašanje. Si odprta, ne, za kaj takega. Ja, lahko. Ok, gremo dalje, se pridemo pa še kaj nazaj. Sicer pa zdaj bomo govorili pa še o četrtem športu danes in to je joga. Z jogo se namreč ukvarja zadnja leta, mislim, da več in več ljudi in to ne samo ženske, ampak tudi moški. Zdaj z nami je Maja Pepeljak, ki se ukvarja z jogo za navadno jogo, oziroma tudi z brogo, to je pa joga za moške. Bo o tem sicer majčkeno več sama povedala, ampak Maja, živijo, kako si? Čau, živijo. Čau. Ja, jaz sem super. Povej, Kaj pa ti, Matej? Jaz sem tudi fajn. Ne morem biti slabo v tej družbi, a veš. Povej, ki Tak. oseb, tako. Ja, jogi. najprej sem hotela tu reči, da broga nisem za moške, no. Je tudi za ženske. Je v bistvu fitness plus joga. Tako da je bolj taka zahtevna oblika joge, no. In ja, zakaj za moške? Mislim, ne bom sploh šla v to. Je za vse. Je za vse. Je pa targetirana dosti na športnike v bistvu, kakor komplement ostalim njihovim športom. Recimo, danes smo veliko govorili o teku in ti, če zelo veliko tečeš, se ti če se recimo ne razteguješ, skrajša zadnje stegenske mišice. Najbrž to ostala dva športnika veste, no, sploh še to v kombinaciji z veliko sedenja. In v bistvu broga je dela na tem, da se ti raztegneš pa to, zraven je pa še dosti zahteven fizičen workout, ta broga. Tako da jaz, zdaj malo manj učim, ampak ko sem več učila, sem imela kar izziv, da sem dovolj jedla vmes med tem, ko sem učila. Še preden pa bi šla na to, bi se rada navezala na Gala pa na Reneja, ker sta omenjala to, kako ljudje, ki preidejo na veganstvo, samo odstranijo šnicl stran, ne. Ker to se je lih meni zgodilo, jaz sem ratala veganka 5 let nazaj in sem ratala čisto z ene fore, ker sem prvo hotela nek challenge probati, da ne bom šla zdaj celo to zgodbo, če koga zanimalo, gre tisto mojo zgodbo pogledati na zgodbe veganov. V glavnem, ja, jaz nisem imela pojma, kaj delam, jaz sem samo odstranila zrezek, pa zaradi tega, ker so ogljikovi hidrati slabi, ker redijo, sem odstranila še krompir in pol je ostal itak korenček, pa še malo druge zelenjave. In to je bilo eno obdobje, ko sem se s ful športom ukvarjala, ful sem na fitness hodila, pa takrat sem z jogo začela, tako sem se ful športala in ja, takrat sem zgubila mišice, ker pač dejansko nisem imela pojma, kaj delam in sem jedla premalo. Pa začela sem malo več izobraževati in dovolj jesti in jesti pravilne stvari, pač se pravi, zrezek sem nadomeščala, ja, z tofujem, stročnicami, veggietarian sem dodala noter, ja, in pol je ful velika sprememba, no, mišice sem dobila nazaj, ful več energije sem imela, tako da takrat bi mi ful prišla ena Gala pa Rene, da bi se od njiju kaj naučila. Da bi se od njiju kaj naučila. Ker se mi zdi, da 5 let nazaj pač res, ne vem, lahko da sem tudi jaz toliko nerazgledana, kar se tega tiče, ker me res, jaz sem se, to sem neka začasna fora, no, takrat. Tako da ja, ful vam hvala, ker ljudi izobražujete na tem področju. Se mi zdi, da ful ljudem doprineseta. Ok, v glavnem, da se vrnem nazaj. Ja, prav v tistem času sem jaz fulirala jogo in sem tudi to v bistvu, da sem se ful boljš počutila, ker sem enkrat želela vegansko jesti. Sem tudi povezala v bistvu, če ne vem koliko, oni, ki bolj poznajo, mogoče to filozofijo joge, je ena izmed jam, to so kakor etične omejitve, kako ne bi živeli, oziroma etična vodila je tudi ahimsa. In to pomeni nenasilje. Jaz to razumem kot nenasilje do vseh živih bitij, kar vključuje tudi živali. In v končni fazi to v bistvu nenasilje do sebe, ne. In v bistvu veganstvo, s tem omejiš nasilje do živali in ker pač ne zboliš zaradi stvari oziroma za boleznimi, ki jih povzroča v bistvu konsumpcija živalskih izdelkov, tudi v končni fazi nenasilje do tebe. Tako da meni je to tako, joga in veganstvo mi je ful en tak fajn preplet vsega skupaj. Se mogoče, ne vem, ali tako stereotipno, ampak bi mogoče rekla, da ljudje, tako splošna populacija, še najbolj povezujejo jogo pa veganstvo, ne. Ampak
Ja, no, to, kar sem hotela še povedati, je, da je ta joga, ki jo začim, je malo bolj fizično zahtevna, pa nimam nobenih problemov to delati. Pač kar sem imela izziv je to, da medtem, ko sem učila en klas za drugim joge, da sem mogla jesti, ker tako sem rabila energijo in ker ni dobro načeloma vaditi jogo na poln želodec, zaradi tega, ker mislim, prebave, ker ko se prebavlja hrana, ne bi šla energija v trebuh, ne v telovadbo, oziroma ne v vadbo. Tako da sem pol, v bistvu začela jesti razne banane vmes, ena banana mehna da energijo, ali pa kakšne datlje. Spekla sem si dostikrat kakšne te bananine mafine, ki so ful dobri, pa hitro dobiš energijo, drugače pa ful, to imam tako malo sem proteinaholik, no. Pa ne zaradi tega, ker bi se bala, da ne bi mogla na veganski prehrani dobiti dovolj proteinov, ker pač vem, da lahko, ampak ful imam rada proteinske praške. Tako da, kaj? Itak, ne, zato ker, ko si rekla, proteinski praški so tudi bolj lahki, ne, in ko si rekla, boš, da nimaš, če cel dan telovadiš, ko učiš druge ljudi, valjda, da boš imela zdaj ne vem kakšnega obroka, ne, tako da, itak, je fajn. To sem imela malo izzivno, ker sem prišla na vegansko prehrano, ker so vsi proteini so bili dragi, ali pa so mi bili ogabenega okusa. Ne vem, ali je bil kaj nek pesek v ustih, ali je bilo tako, in sem delala ful researcha. Jaz ne vem, kjer vidva jesta proteine, Gala, pa Rene, za te dodatke. Ja, jaz pač, jaz ne vsak dan, ker ne tako rabim, ampak meni so tako, osebno so mi po okusu najbolj všeč, meni, govorim, sojini, so mi pa tudi fajn kombinacija riža in graha. To so pa tako bolj, to je pa bolj tak light okus, ko se reče, lahko okus, ja. Zdaj, sojni ima spet odvisno od znamke, itak vsaka znamka ima svoje okuse, strukturo, ne, to je ful odvisno, moraš res probati dosti. Ampak jaz to dvoje imam ful rada, no, tako da. Še okus je tako ful subjektivna stvar. Ja, je subjektivno. Itak. Ja, to je težko reči zdaj. Jaz reče, meni všeč, drugi reče, fakt, ko so škifa. Na se to imata prav, ja. Ja, ker jaz sem pol končno našla od bulk powderja, pa ne delam noben reklame, ampak pač če koga zanima, ne, če bi tudi rad sam kupil, ker so dosti ugodni, pa meni osebno so ful dobri. Mogoče komu pomaga, no, čistko. Ja. A recimo, poleg proteinov, jemljete še kakšne dodatke, recimo, nekdo sprašuje tukaj na Facebooku? B12, mislim, sam to itak. Ja. Pač je že, mislim, samo po sebi pomembno, da moraš. Včasih, če treniram na fitnessu, jemljem BCA-jke, ampak to čist, ne vem, bolj po moje psihološko. Ne bi rekla, da opazim kaj razlike, no, tako. Ampak to mogoče bolj fitnesserja vesta, zelo še jaz kaj naučim. Ne, mi smo tudi, smo to videli, da nima veze. Ja, jaz sem pisal članek tudi na to temo od BCA-jk. Jaz sem jih tudi dosti jemal ful let, ne, itak fitness pa to, tudi če treniraš si na dieti, veš, tu greš, ne vem, kardio obvezno BCA-jke, ne, da ti ne bo pojedlo mišic. V glavnem, tako je ful zanimivo, sem šel raziskovati in raziskave gledal in tako. Sicer je še tako, ne moremo reči še bob, ko bi rekli, so se še nasprotujoče raziskave, ampak dosti jih kaže prav nasprotno smer, da BCA-jke v bistvu ne bi celo pahnile tvoje telo v katabolizem, zato ker so samo 3 esencialne aminokisline in če telo tvoriti celo beljakovino, rabi vse aminokisline. In če ti v telo vneseš samo 3 in v krvnem obtoku sicer so te protein oziroma aminokislinski bazeni v telesu, ki imajo neke aminokisline, zmeri na razpolago, ampak če ti vneseš večjo količino BCA-jk, da ti telo tvori beljakovino, mora sprazniti vse te pule, se pravi te bazene aminokislin, in ker tam zmanjka, gre razgraditi tvojo mišico, da dobi vse ostale aminokisline, da ne spet stvori beljakovino in potem to beljakovino seveda se spet telo upa uporabiti, ampak pride do večjega razkroja kot, bom rekel, kot koristi. Če jemlješ na prazen želodec
lahko bi bilo dobro zaradi lizina in to, ker ne bi pač povečal absorpcijo beljakovin, da bi BCAJ-kov zamalil z nekim ali s proteinami ali s hrano, ampak še tu so delali raziskave sam s sirotkov, kar ne pomeni, da bo isto na rastlinskih beljakovinah. Tako da, ko bom rekel, vsak ne malo poskuša, jaz sem isto ful let, kot si ti rekla, ful sem prevraval, ful in nisem opazil nikoli nobene razlike. Tako da zdaj jih imam tle v omari že 3 leta in sem že pretekla. Isto, ko je Maja rekla, tudi mi dva, pač B12 itak. Ja, B12, ja. Pa po zimi D, vitamin D tudi. To pač tudi, bom rekel, to ni samo za vegane, to je priporočljivo za vse. Tako B12 kot D. Ja. In to je pa tudi vse, kar, tako bom rekel, neki dodajava. Jaz sem sicer več let tudi dost kreatina jedel, kot bodybuilder in športnik in dvigovalec teži. Ampak zdaj tudi že skoraj 2 leti več ne jem. Ja, bom rekel, kreatin je edino dokazano prehransko dopolnilo poleg beljakovin v prahu, ki ima neke pozitivne učinke za športnike, ki imajo kratke in intenzivne intervale in pač take težke naporne treninge, sicer kratke, tam tu so pomeni intervali kratki do, ne vem, koliko ti traja serija, recimo, ne vem, 45 sekund, še tu pač kreatin deluje sam prvih par sekund, potem je itak zmeri vse iz ogljikovih hidratov pride. Tako da, ogljikovih hidrati so zakon. So zakon, tako da. Tudi sam sem imel isto jejte hidrate. In sem bil na dietah brez hidratov, sem jel samo meso in tako naprej, ampak vidiš pole v performansah, da jih rabiš in nekaj, tudi če si bodybuilder in ne vem kdo. Mene najbolj bilo smešno, ker sem bila v fitnessu in itak tam so bili sami builderji in pač, ko so gledali, jaz sem vsak dan hodila v fitness po 4 ure, dvigavala 100 kg, delala 100 kg počep, bench sem dvigovala tam 65 kg, deadlift 130 in so mi rekli, Gala, kaj ješ ti? Vsi na beljakovinih, jaz, vse, hidrate, vse, kaj hidrate, tako zrezana si, ne. Ja, hidrate, vsi blatijo hidrate, hidrati so zakon, ne. Korene za energijo, za vse, top postavo imaš lih tako, ne. Če ćeš intenzivno trenirati in biti res 100% na treningu rabiš najboljšo energijo, ne. Če boš čakal na druge vire, da se bojo prestavljali v telesu in da bo iz maščobe retavala počasni vir energije, ker pač ti ne daja tistega rabu takoj, ne. Jaz imam tukaj še eno vprašanje iz Facebooka in sicer gospod Heleno zanima za gospoda Lindiča. Kaj konkretno jeste med takim tekom? Se pravi, da imate veliko energije, da ima veliko energije hrana in istočasno, da ne obremeni preveč presnove. Prav med tekom. Lahko si sendviče naredim, enostavno tofu ali pa kakšno majonezo, tofu noter, kakšne suhe paradajze ali pa kakšen namaz, pesto ali karkoli, namazi lahko tudi. Pa datli v glavnem, kakšen koš čokolade, pa če se da jogurte, ki jih ne moreš s sabo nositi, ampak če se s komu zmenam ali pa če je to klasična tekma, pa je nekje pač recimo na eni točki, pol skušam jogurt izabram, sojen jogurt mi je zakon, zato ker ga lahko zbašam, tudi če mi nič ne paše, ga lahko lahko sabo vase vržem. Kakšni cukrčki, pa za kakšne tiske res kriza, pa ki je treba v plan stisniti, imam kakšen gel, če me kriza, drugače mi pa pretirano mi ne paše, tako je Ana rekla, kdor mu paše, jih lahko je, jaz, če ne 2 stisnem, jih imam že vrh glave, ne, in jih imam bolj dosti. Pa sadje, banane, pomaranče, limone, jabolk, to zmer paše, je pa res, da si tle pa omejen, ker ne moreš banane nositi 100 km vsako. Odvisno od situacije, če je možnost, si skušaš narediti več točk, kjer imaš hrano, ki ti je všeč. Te lahko so špageti, lahko je golaž, lahko je veganski, jasno, lahko je lazanja, pica, kar češ, ne, sam da si naštipaš. Nisem pa nikoli ne znal, niti se nisem ukvarjal mislim, vem jasno, kaj so beljakovine, pa kaj so aminokisline, nisem pa nikoli se šel specifično v to. Mogoče, če bi bil profi, da bi se mi to splačalo. Rezultate imaš kot profi, tako da. Ja, glede na to, da imaš Ana ti kar podobno zadevo. Da, sponzorjev ni, a veš, tam nič ni še za prešteti. To še pride.
mesec. Zdaj od danes naprej, zdaj bojo sponzorji kar klicali sami, veš. Ja, evo, to je to. Zdaj, Ana, glede na to, da imaš ti podobne situacije, me pa zanima nasprotno vprašanje. Se pravi, česa pa v bistvu ne priporočaš ljudem, da jejo, preden grejo na recimo neko tako, nek tak podvig, recimo, ki traja več ur, ki res rabiš veliko energije, no? Česa ne smejo jesti ali pa česa ni fajn pojesti prej? Česa ne jesti? Jo, ne vem, to je težje vprašanje, kaj jesti. Jajc, pa mleka, pa zrezkov, pa... Tega definitivno ne jem. Če češ kaj narediti, ne tega jesti. Bravo, ja. Pač ješ hrano, ki se čim lažje ti preblavi. Medtem meni pa zelo paše, če je daljša zadeva, če je 10 ur, jaz nisem to kultra, kot Mih, ampak mi paše kruh, ki zelo pomiri želodec, ker nekaj moram čutiti, da imam v trebuhu, ker čim jaz čutim, da sem lačna ali pa karkoli ne morem več. Pa čips, ker je slan. No, jaz sem pa hotel reči smoki, sem pozabil. Ampak ful zanimivo, ne? Enkrat se ustavimo, smo laufali iz Gije v Artenaro, pač tam čez ene hribe, pustinja in je bil tam en drevo sam na samem. Pa lih danice je začel in se jaz to usedem dol, si tam ven, da bo čips, pa smoki sem si prišlimal za na vsako postojanko, sem si v posebej vrečko naštimal, tako da sem na postojanki dal kruzek, pa sem jo sabo po. Pa to je tako za 2 pasti za 50 km, vse da ga moč videti. In se tam ustavim pod enim drevesom, si tako lepo jaz to naštimam, zdaj pa nešljivi, jutro, lepo sonce, tele mesto v redu, pride ta za mano. On je bil Siciljanc, ona je bila pa Norvežanka. In tako kar, kje pa to dom, where did you get this tam čisto? To smo pošerali, tiš čips, pa smoke, pa smo šli skaj pol dalje, ampak to hočem reči. Ja, on je bi tam, če bi rekel 100 evrov, on bi sanski žeril, tako, in da imi to. To paše to vmes, to hočem reči. Slano, tako je rekla. Slano. Se meni je zelo zanimivo, no, ker to so definitivno super odgovori za nekoga, ki ga zanimajo, bom rekel, take daljši teki, kolesarjenja in tako naprej. No. Me pa vseeno vprašal tukaj, kdorkoli izmed vas, no, jaz mislim, da veliko ljudi to zanima v tem času, ko se bližamo 1. maju, no, pa juni bo, pa tako naprej, pa na morje bomo šli mogoče ne, ampak v vsakem primeru no, so ljudje, ki želijo dobro izgledati, ne, in ponovadi se lotimo tega tik pred zdajcem, to je zdaj, kako v bistvu narediti dobro telo, a je to sam trening, a je to sam prehrana in če ja, mislim, kaj narediti, da bomo recimo čez en mesec v formi? Čez en mesec. Manj kalorij pa migati. Ja, tako kot Ana in vsi ostali tle, moraš si vzeti kot nek življenjski slog, zdaj ful, tako bom rekla, ljudje mislijo, da je tako, a jaz imam sam telovadbo 1 mesec, 2 meseca, ne, ali jih toliko, da skušam, in pole kaj se zgodi, pole kaj, ne telovadiš, začneš ful jesti, ne, in se spet zrediš, ne, in najboljše je, da si daš to v glavo, da ne telovadiš sam za postavo, ampak za svoje zdravje in da to vzdržuješ celo tvoje življenje. Je, rečemo, nova navada, verjamem, je težko, ker vem, ko je, ker jaz sem bila skoraj celo moje življenje, nisem mahnila niti prstem, ne. Ampak tako, če si daš v glavo, kot je rekla prej Ana, sem si dala v glavo cilj, pač izvajaš vsak dan, delaš počasi, ni treba zdaj, da greš neki na hardcore in pa si premisliš. Greš korak za korakom in najboljše, da si res rečeš, da tu boš delal celo tvoje življenje, kar vidim tudi pri svojemu detku, ki je športnik, celo njegovo življenje, ima čez 80 let in še zdaj zna narediti stoju in igra nogomet, ker drugi, na primer, njegovih let ne morejo nič delati, ne. Tako da se splača mihati. Ja, da si izbereš nek tak šport, ki ti je ustrezan, da se zmeri vprašaš, jaz zmeri rečem eno, da si predstavljaš sebe čez 1 leto, 2, 5 let, a boš še zmeri upal to delati, isto s prehrano, ne. Jaz sem probal milijon diet in vsega, moraš dobiti nek prehranski režim, jaz rečem načrt, ki ga upaš, ker v tem mislim, ker ti ni težko, kako kar pride do nekih odrekanj in nekih takih stvari, no, kot so diete in te hitre
izguba maščobe. Tu ne moreš držati na dolgi rok, nobeden ne more, zmeri te pole zlome psihično, če ne druga. Tako da zmeri se dobro tu vprašati in dobiti tak šport, ki ti ustreza. Ni treba, da je to fitness ali pa karkoli, lahko je tek, lahko je joga, lahko je karkoli. Da lahko tu izvajaš na dolgi rok in zmeri tu na dolgi rok. Zdaj za en mesec, ja, da se izgubiti marsikaj, sam tudi na koncu se moraš vprašati, koliko je vredno to, da tudi svoje zdravje fajn zjebeš. Da smo kar malo domači. Imamo še eno vprašanje tukaj iz publike in sicer bi začel mogoče kar z Majo, no, potem gremo lahko pa naprej. In sicer zanima gospod Urško, kako pripravljate svojo hrano, na katerih oljih oziroma na katere maščobe uporabljate? Jaz ne uporabljam nobene procesirane maščobe. Jaz vse kuham na vodi, ampak ker je maščoba pomembna, med drugim ker so vitamini topni v njej, kakor vem, jem pol zraven razne, ne vem, recimo avokado ali pa oreščke, tahini, sedaj tudi v bistvu predelan, no, ampak kakšne take stvari, kaj še jem? Ne vem, no, v glavnem, se nekaj sem že naštela. Ampak ja, v glavnem načeloma delam na vodi, predvsem zaradi tega, ker mi je boljši okus, ker je manj težko, mi nekako ne obleži noter, ne vem, ampak to sem sam jaz. Cool. Ostali? Ja, jaz rada jem olje. Zdaj, kar tako veganska hrana je, pač whole foods, ko se reče v slovenščini. Polnovredna hrana, ampak moraš vključiti tudi olja, sol in tako. Sej itak Maja nadomešča z avokadi, oreščki, kar je super. Zdaj tudi z olje, kakor jaz, ne pretiravaš, ne, itak ne boš 3 kilo olja, ne. Ampak jih tako malo, ne, čez dan poješ, sigurno, ko si popečem tofu, naprimer, ne pretiravam itak, ne. Tako da ja, jaz ga uporabljam in tudi jem procesirano vegansko hrano, itak, da tudi tle ne pretiravaš, ampak tako, kar smo gledali študije in to, bom rekla, je 100-krat slabši, če ješ živalske izdelke, tako da definitivno pa itak čim več tofuja, stročnic, žit, kakor testenine, čičerike, itak to je zakon. Ampak ne bo nič hudega, če se boste šli kupiti veganski piščanc ali pa tako sem ter tja kakšen veganski sir, to malo naloden z maščobo, ne, ampak itak ne ješ tega vsak dan, no. Tako da, ja, jaz tako no bolj. Zdaj, pa odvisno od cilja vsakega posameznika, če en posameznik ima res, da je res, bom rekla, prekomeren, valjda, da je cilj, da čim bolj ješ polnovredno hrano, da lahko poješ več, si tudi sit in čim bolj zmanjšaš, rečemo, procesirano hrano, ko so tudi bolj nabite s kalorijami, tako da je odvisno tudi malo od cilja, no. Ja, in tudi od počutja. In počutja, ja. Kako se vsak počuti, ja, če enemu ne paše, jaz olja ni problem. Jaz sem tudi bil, ne vem, jaz tudi po 2 leti lahko ne sploh uporabljam nikoli olja, itak imamo, rečemo, dobro pombo, na katerem reči brez, meni to sploh ni problem. Ne vem, zdaj en cajt ga spet tako lih malo jem, vsakem toliko malo olivnega in tako. Itak, večino tudi jaz dobim iz oreščkov, avokada, tako kakor Maja in iz takih virov, no. Olja malo uporabljam, gala malo več, ampak ja, vse povedala že. Odvisno od cilja. Itak pa ne pretiravamo, da ne boste rekli, da sem vam ukazala, da morate piti 3 decilitra olja na dan. Nisem rekla tega. Ja, Mih, kako je pa pri tebi? Glede olja. Ja, ne vem, po mojem imam 3/4 litra tamle že cel leto v marč. Načeloma za kuhati ne, v solato ga pa dam. To je to, kar se tiče olja kot olja. Kaj pa Ana? Uporabljaš olje? Jaz edin, ko pečem peciv, uporabljam margarino, to trdo. Margarina je dobra za peč ali pa kokosova maščoba je tudi za sladice dobra. Drugač pa nimam neki odstotkovo olju. Tako kot so rekli, v osnovi jasno, manj kot je procesirane hrane, boljše je.
Ja. Point pa je, ne jesti živali in njihovih izločkov. To. Pa pa zaradi mene, če ješ konferice v live. Briga me. Tako je. Pa čisto. Super. A smo kakšno stvar pozabili tukaj, udeleženci? Imate kakšno zadevo še za povedati, pa vas nisem vprašal. Drugače, 1 ura min bi počasi zaključil, ampak imamo še vedno možnost za kakšno informacijo glede športa in veganstva. Ni neke grebaže. Ok, jaz bi v bistvu potem s tem trenutkom zaključil naš pogovor. Jaz mislim, da je bilo super, da je bilo zelo uporabno za marsikoga, no, kljub temu, da se nekomu med nam zdi nekaj zelo samoumevenega, pa zelo navadnega, pa tako naprej. Ljudje veliko stvari ne vejo, ne poznajo in definitivno je fajn, da se tukaj in na tem mestu v bistvu pokažemo, da se lahko dviga uteži, da se lahko v bistvu hodi v fitness, da se lahko dela jogo, da se lahko v bistvu teče 100, 200, 285 km, da se lahko kolesari, plava, vse te stvari na veganski hrani, brez da bi v bistvu za to trpele ali živali in zato, da bi v bistvu tudi mi lahko, da smo tudi mi v bistvu bolj zdravi in da se bolj počutimo. Kratka, jaz mislim, da je tole zelo fajn informacija za marsikoga. Bi pa v vsakem primeru, ker zelo nas ne gledajo, bom rekel še vsi, ki bodo ta posnetek videli, vas prosil, da če imate še kakšno vprašanje, napišite ga spodaj v komentar, bomo poskušali odgovoriti. Istočasno v bistvu označite nekoga, recimo, ki bi ga znali tole zanimati, podelite posnetek in v bistvu se vidimo čez en teden za neko drugo temo. Zaenkrat pa v bistvu hvala vsem, ki ste se udeležili, torej hvala Mih, hvala Rene in Gala, hvala Maja, Pepeljak in hvala Ana, da ste se udeležili tega, da ste zelo veliko vrednosti našim gledalcem in gremo športat, kaj ne rečem. Fajn bote, Super. lepo se imejte, se vidimo. Ajde. Hvala, čau. Ajde, čau. Ajde, čao, banda. Ajde, čao. Ajde, ja smo se kar izklopili, akva. Tato. Se nismo več live, ne? Ne Ne vem. Čakaj, Da ne bomo tako sam še mi tukaj stalo. čakaj, moram refreshati. A smo? Mateja, Nismo live več, še? ne?